Spoštovane dame, spoštovani gospodje, avtorji, gostje, dobrodošli na predstavitvi knjige Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe. Prve takšne knjige na svetu, ki je nastala tukaj pri nas v Sloveniji, mali jezik Sloveniji. In pod avtorstvom, pod okriljem našega zaslužnega profesorja, dvakratnega doktorja, profesorja, mimo pravimo tudi ater, pa VDD, pa vse možno, Matjaža Muleja. Kot vidite, sva voditeljice, kolegica Simona Šarotar-Žižek in Tjaša Štroker. Poleg tega bomo pa imeli tudi malo umetniškega navdiha v tem našem srečanju. Nastopala bo Iva Žižek, učenka solopetja na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor in njena profesorica Svetlana Pleško-Aleksin. Pa da kar pričnemo. Jaz bi seveda v besedi povabila najprej profesor dr. Miroslava Rebernika. Izvolite, profesor. Hvala lepa. Spoštovani avtorji, cenjeni gostje, veseli me, da vas lahko v imenu Inštituta za podjetniški menedžment malih podjetij na tej fakulteti, katerega izjemno dragocen član je profesor emeritus Matjaž Mulej, tudi član naše katedre za podjetništvo in pa dolgoletni član raziskovalnega programa, ki ga pač izvajamo na tem inštitutu, to je podjetništvo za inovativno družbo, ki ga je nekoč tudi vodil. Avtorji knjige o politični ekonomiji družbeno odgovorne družbe so seveda upravili izjemno veliko delo, saj so utemeljili nastavke za korenit premislek o sodobni družbi, o prevrednotenju nekaterih njenih temeljnih postulatov, ki se nanaša na drugačno distribucijo novo ustvarjene vrednosti, drugačen odnos družbenega bogatstva, vključno s trošenjem naravnih virov in z odnosom do okolje. Predvčerajšnjim je bilo Grigorjevo, kot veste, je to nekoč bilo tradicionalno začetek pomladi, ker je označevalo obdobje, kjer ni bilo treba za to, da se opravi delo trošiti luči. Jaz upam, da je izdaja te knjige en znak, da se je tudi za družbeno odgovornost in za družbeno odgovorno okolje naš odnos do njega, da se bodo začeli nekoliko svetlejši dnevi. Iskrena čestitka avtorjem, profesorju Muleju seveda, prvi vrsti vsem ostalim, kakor tudi soavtorjem, urednikom, založnikom, ki so pač pripomogli k temu, da imamo neko delo, ki ga lahko vzamemo v roke in prelistamo, prečitamo, jaz upam tudi, in se nekaj naučimo iz njega. Še enkrat čestitke, veselo razpravo. Najlepša hvala za vaše uvodne besede, profesor dr. Rebernik. Seveda, jaz bi rada povabila k besedi še drugega govorca in to je gospoda Dušana Hedla, založnika Kulturnega centra Maribor, torej založnika te knjige, ki je tako pomembno zaznamovala naš vsakdan. Ja, hvala za besedo. Lep dober dan vsem. Seveda, pri Kulturnem centru Maribor smo izredno veseli, pravzaprav počaščeni, da lahko sodelujemo s tako eminentnimi avtorji. Smo pa po nekem slučaju, tudi že po prvi knjigi, po prvi trilogiji knjige Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke, ki tudi zadeva družbeno odgovornost, in pa po knjigi Viktorja Žaka, Družbeno odgovorna družba, postavi nekako knjižna založba specializirana za družbeno odgovornost, kar nas izredno veseli. In pa še enkrat bi poudaril, da smo izredno počaščeni, da lahko s takšnimi umi sodelujemo in samo učimo se od njih
Seveda priporočamo pa se od vseh, ki se mogoče v bodoče boste ukvarjali z družbeno odgovornostjo, da se nam javite, z veseljem pa bomo realizirali objav knjige. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj bomo pa pogledali, zakaj smo pravzaprav danes tukaj, kaj je tistega, kar nas je motiviralo k temu, da je ta knjiga nastala. To je samo eden izmed vidikov, ki jih naša knjiga obravnava in ki bodo naši avtorji danes predstavili. Najprej pa seveda vljudno vabim k besedi profesora doktorja Matjaža Mulija, da spregovori nekaj besed o knjigi. Mogoče je ta naslov malce dramatičen, ampak mi res tako mislimo. Po vseh podatkih, ki smo jih nabrali, mislimo, da gre za obstoj civilizacije. Ali pa vsaj za pot iz krize, za katero trdijo, da več ni, kar nažalost ni res. To je približno 30. naša knjiga ali zbirka člankov na to tematiko, če računam tudi zbornike konferencij. Ampak prva na konkretno to temo družbeno odgovorni družbi. Najprej se mi zdi potrebno povedati, da je družbena odgovornost slab prevod. V resnici bi morali v slovenščini reči odgovornost do družbe. Odgovornost človeka in organizacije za vplive na družbo, družbo pa so sestavljali ljudje in narava. Ne gre za znanje, gre za vrednote, za osebne lastnosti, tudi tisti, ki odločamo pa pravzaprav vsi. In ni res, da imajo prav tisti, ki pravijo, da treba se ukvarjati z knowledge managementom, ker znanje se uporablja, ustvarjanje uporablja v odvisnosti od vrednot. Iz vrednot vplivnih ljudi nastane kultura, ko se skupina okrog tega izoblikuje, potem etika in morala, potem normi, potem uporabuje nove vrednote. Vse to ustvarja in dopolnjuje pravo kot podlago in družbeno odgovornost tega preko prava. Nadgrajuje ga. Tudi v poslovanju se to kaže potem kot poslovna etika. In zakaj? Ker se poštenost in zanesljivost splačata. Ko smo ekonomisti, moramo tako povedati. Cenejše je imeti družbeno odgovornost kot štrajke, cenejše je imeti družbeno odgovornost kot bolne sodelavce, ali pa tiste, ki so bolni, pa pridejo na delo. Cenejše je imeti zanesljivost do dobaviteljev, kot iskati nove, zanesljivost do kupcev, kot iskati nove, da ne govorimo o svetovnih vojnah, ki so tudi posledica pomanjkanja družbene odgovornosti. To je globalni svet spoznal in po 10 letih truda skupine preko 100 ljudi je zapisal spoznanje v ISO 26000 kot svetovalni standard. V 7 vsebin so zajeli praktično vse prakse življenja, zato smo mi bolj pozorni na tista dva pojma, ki te vsebine povezujeta. Celovitost in soodvisnost. In ko se to malo bolj ukvarjaš, ugotoviš, da gre pravzaprav za invencijo, ki mora še postati inovacija, da bi se zagotovil obstoj. Teh 7 vsebin se podpira z načeli,
ki so pravzaprav človeške vrednote, uradna odgovornost, preglednost, etično ravnanje, spoštovanje do deležnikov, ne samo do lastnikov, do vladavine prava, ampak ne zlorabne, do mednarodnih norm, ampak ne hitrjazih in podobno. In nažalost je treba zapisati tudi spoštovanje človekovih pravic. Tak daleč pač smo. Evropska unija je predlagala, bi mogla zahtevati vsem članicam, da naredijo svojo strategijo že leta 11 in tu prisotni Tadej Slapnik se je ogromno matril na to temo, pa ni mogel do konca pripeljati tega, ker smo skupaj zasnovali. In ko smo se za vse to trudili, smo spoznali, da pravzaprav ni literature o družbeno odgovorni družbi. Vse, kar se zajema v ISO 26.000, se nanaša na podjetja. In potem smo dalje spoznali, da tudi ekonomika, kakorkoli je pomembna kot državna ekonomija, nima dovolj podlage za uspeh brez politične ekonomije in tako je potem nastal naslov uvod, več tega ne upamo napisati v prvi knjigi kot uvod, v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe. Tako se vse te vsebine v sliki pojavijo, vidite spodaj kot temelj soodvisnost in zgoraj kot krovni uspeh ljudi, ki smo tako zelo specializirani, celostni pristop. Zakaj je to zdaj? Zato, ker je globalni svet v dokumentih Združenih narodov in ISO, tudi globalna organizacija spoznal, pa Švecari so raziskavo naredili, kateri so pokazali, da trg kot prostor svobodne menjave ne obstaja. Svetovni trg obvladujejo 400 promila podjetij. Ali manj kot 740 od 30 milijonov, ki so jih Švicari zajeli v raziskavo, da so opisali, kako med seboj sodelujejo. To pa seveda pomeni tako oblast, da iz nje izhaja enostranskost namesto celovitosti, občutek, da so neodvisni in da so ostali od njih odvisni, namesto soodvisni, da drugega potrebujemo, da je svojih razlik. Če si tako močan, imaš pravico do neodgovornosti, če si tako podrejen, imaš tudi pravico do neodgovornosti, namesto odgovornosti. In zadeva gre tako daleč v spremljanjem pravu, če multinacionalka zahteva prost dostop do kakšnega dela narave v kakšni državi, pa se država zopet to zbuni, imajo pravno pravico zahtevati odškodnino in države plačujejo milijonske škode podjetjem za uničevanje njihovih razmer. Zdaj lahko veliko berete takih, recimo, glede palmovega olja v Indoneziji, glede Amazonke in tam okrog prostora, ki je pljuča vsega sveta tam zajeta. In pri tem se več čas hvalijo, kako je bogatstvo ljudi poraslo in dajo za podatek tiste, ki imajo $1 na dan. Drugi podatki pa kažejo, da je od leta 4 naprej skozi enako, da samo 15% človeštva imajo vsaj $6 na dan. Spravi, vsi, ki smo tukaj, smo bogataši, ker imamo vsaj €5 na dan. In hkrati pa so članice varnostnega sveta, Združenih narodov, ki morajo skrbeti za mir na svetu, največje prodajalke orožja, ki se ga proda za 5 milijard na dan, za uničevanje namesto za družbeno odgovornost. Ena tretjina tega samo iz najbolj glasne Amerike. Hkrati pa nič noče niti objavite, da napišem, da ne tisti, ki največ orožja prodajo, pa povzročajo svetovne vojne, tudi migrante prevzamejo. Ne mi drugi, ki nismo nič krivi. In pri vsem tem, ko se vse vrti okoli podjetja, nam je nastalo vprašanje, kaj pa celotna družba? Kje pa imamo kaj napisano in potem smo še enkrat gledati, izredno pravi, to se vlade ne tiče. Vlada lahko samo svetuje drugim, se pravi, ona sama te odgovornosti nima. In kako je to naporno, vam lahko pove, da ki se pa vladi mater zadnje čase kot državni sekretar, prejšnji predsednik vlade. In drugo, če je svet tako zelo šel v trenutne ekonomske položaje, kje je potem temeljna ekonomska teorija? Od knjige Williama Mercerja in Ostoje Dorjave
več ni knjig o politični ekonomiji v Sloveniji. Pričemer je leta 1987 tretja izdaja Gorjavove knjige še imela naklado 4000 izvodov. Danes smo srečni, da zaželjamo za tako knjigo 200 izvodov. Pa še to je vprašanje, kako se bo prodalo. In zakaj je to važno? Ker vedno gre za odnose med ljudmi in med družbenimi subjekti, vključno s gospodarskimi. In če se tu ukvarjaš družbeno odgovorno, prideš do spoznanj o potencialnih stroških, o potencialnih priložnostih in ugotoviš, da je zelo težko knjigovodsko zajeti družbeno odgovornost, ker te države prepreči. In to bolj računovodstvo sploh ne pride. Vse dolgoročno se pa zelo dobro to pozna. Tisti, ki se delajo kalkulacije, recimo v gradbeništvu, veste, kako se to naprej da zračunati, naknadno pa spregledati. In kar smo tudi spoznali, literature je ogromno. Če gledate Google, imate na milijone tekstov na strani družbe odgovornosti, na milijone. Ampak nič v celotni družbi nismo našli. Skratka, zato smo povezali politično ekonomijo in družbeno odgovornost. Nastalo potem tako, da ima knjiga dva dela, teoretični del pa praktični del, po opredelitvi razlogov za knjigo, ki jih zdaj povzemam in ki smo jih z Merkerjem in Žakom skupaj napisali, Žakom se opravičuje, ne more nas biti tu. Sledi potem prispevek zadnjega obstoječega zaslužnega profesorja politične ekonomije v Sloveniji, Vilija Merkerja, po osnovi politične ekonomije in njenega razvoja kot alternative neoliberalni praksi, ki uničuje človeštvo. Potem so še nekaj skupaj dodala o kategorijah, ki bi se lahko ohranile ali pa na novo vzpostavile za družbeno odgovorno družbo. Nekaj je Žakl dodal o povezovanju trga in planiranja kot indikativnega družbeno-ekonomskega planiranja v družbeno odgovorni družbi in Mira Zore kot podjetnica, ki je z tega področja doktorirala po družbeni odgovornosti podjetij, da vidimo iz njenega poglavja razlika med obravnavanjem naravnih podjetij pa naravnih celotne družbe. Jaz to zaključujem na osnovi spoznanja, da gre za netehnološki inovacijski proces, ki se šele začenja in upamo, da bo kdaj tudi zares uveljavljen ne samo kot knjiga. V drugem delu je več prispevkov, najprej pogled, kaj se dogaja v Evropski uniji, potem povzetek, ki smo ga pripravili na konferenci IRDO leta 2017 za strategijo za uveljavljanje družbene odgovornosti, za katero se potem tudi trudil, ker je pač še bil državni sekretar, da bi uveljavili, pa ni mogel predvideti do konca. Pa smo rekli, če gre za ekonomsko dogajanje, potem ga moramo meriti in smo povabili Katjo Rašič, ki je doktorirala v družbenem produktu. In ko smo to brala z Borutom Orožičem, se je on spomnil, če kaj pa Nepal, kaj pa drugi podobni, smo še tega nekaj dodali. Toplak, pravnik, menedžer, ambasador, je dal en presenetljiv tekst, ki dokazuje, da so politične strukture v Sloveniji uzurpirale in okradle delavce. Da je po zakonu, ustavnem zakonu iz 74, pa predtem zakonu 71, pa zakonu iz leta 76, v jugoslovanskem združenem delu, pravzaprav delavec lastnik vsega tega, ne država, ne podjetje. In zato predlaga zakon, da se uvede spet delavsko lastništvo. To imamo notri. Merkerjev tekst praktični je poln predlogov, ki jih je napisal in ponudil delu, pa so ga spregledali. Zato pravimo, da iz tega speljamo izključno, da javni mediji podpirajo ali ovirajo razvoj družbeno odgovorne družbe, ker bi te njegove predloge bilo zelo vredno upoštevati. Moj prispevkec tukaj je, ali je res dovolj, da se demokracija konča z volitvami. Kaj ti potem lahko dobiš izvoljenega Hitlerja, pa izvoljenega Orbana, pa še kaj podobnega. In pravim, to v družbeno odgovorno družbo ne spada. Mora imeti tisti, ki bo izvoljen, neke vrednote in smo jih tukaj nanizali.
In tik pred koncem celega dela, celo knjigo, sta dobila 2 Nobelova nagrado za ekonomijo. In Merkel, ki je to preštudiral, je ugotovil, da smo pravzaprav dobili globalno svetovno Nobelovsko podporo za naše delo. Ker njuni temi se bistveno razlikata družbene odgovornosti, enkrat gre za tehnologijo, drugič gre za naravno okolje. Skratka, prvi del tega smo dali na tablet za začetek. Družbena odgovornost stane malo, družbena neodgovornost ogromno. Vse do globalnih družbeno-ekonomskih kriz, vključno z vojnami, tudi svetovnimi, in sedanjo serijo več kot 10 vojn, ki tele tečejo, ki imajo svoj izvor v interesu prodajalcev orožja, ki je oblikoval predsednik Bush kot vojno zoper terorizem, namesto truda za prevlado družbeno odgovorne družbe. To smo vam pa dali za povzetek, medtem ko ste se zbirali. Hvala. Preden našim avtorjem, Tadeju Slapniku, Matjažu Mulaju, Viljamu Merherju, Borutu Ambrožiču, Kati Rašič, ki se vam vsem zahvaljujem, da ste danes tukaj, dovolimo do besede, prosim naši umetnici, če nam lahko priskrbita še za kulturno dogajanje tega dogodka, in sicer bomo najprej poslušali arijo Così amor mi fai languir in potem slovenski samospev Božji volek. Nastopata pa Iva Žižek, kot smo rekli, učenka solopetja na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, in profesorica Zvezdana Pleško Aleksij. Prosim. Così amor mi fai languir.
Najlepša hvala umetnicama, sedaj pa seveda predajamo besedo avtorjem. Pa ne moremo mimo tega, da ne vprašamo, ali politična ekonomija pridobiva ali izgublja na pomenu, gospod Mrka. Politična ekonomija je splošna družbena veda. Ima trojni značaj. Je družbena, zgodovinska in tisto, kar se pozablja, tudi slojevsko razredno. Ukvarja se z odnosi med ljudmi in ti odnosi so še najbolj opredeljeni z lastnino. Po vojni, čigava so produkcijska sredstva in odgovoril ti bom, kakšni so odnosi med ljudmi, ki s temi produkcijskimi sredstvi delajo, ustvarjajo produkte, ki nam zadovoljujejo potrebe. Politična ekonomija se je iz klasične filozofije razvila relativno pozno in se nadalje razvijala tako, da so se z nje posamezne veje ločile in po vsaki taki delitvi dela se pa lahko začenja zamregovati vsebina. Predmet politične ekonomije so 4 faze gospodarskega procesa: produkcija, delitev, menjava in potrošnja. In te 4 faze so začeli preučevati klasični politični ekonomisti, iz katerih sem marsikaj povzel, ker sem rekel, da za potrebe sedanjega sveta moramo izhajati iz klasične politične ekonomije, ki je ugotovila z vrednostno teorijo, da po družbeni delitvi dela razširjeni producenti menjujejo produkte s priznanjem družbeno potrebnega dela kot vsebino vrednosti. Avtorji, ki so sledili delovni teoriji vrednosti, so teorijo razvili naprej, ampak kmalu je prav na osnovi delovne teorije vrednosti in njene konkretne uporabe prišlo do tega, da so opredelili najprej slojevski značaj politične ekonomije, klasični ekonomisti, ker so pač vprašali, kdo je lastnik proizvednih sredstev in kdo pridobiva dohodek na tej osnovi. Novo ustvarjena vrednost se recimo po Davidu Ricardu razdelila med 3 udeležence, med delavce kot mezda v kapitalizmu, med zemljiške lastnike kot renta, ne bolj jih treba, in med podjetnike kot profit. Te pa rabimo. Kaj se je zgodilo? Razvojne zakonitosti so po Malthusu terjale, da je družba bila prisiljena obdelovati čedalje manj plodna zemljišča. Posledica je bila, da se je mejno zemljišče, ki bo prehranilo prebivalstvo, oddaljevalo po legi in po kvaliteti, in mejno zemljišče je bila tista točka, po kateri se določa vrednost agrarnih produktov. Ker se je mejno zemljišče oddaljevalo, Malthusov pesimizem, je renta rastla zemljiških lastnikov, ki so se ohranili še v kapitalizmu, še posebej, če proletarska revolucija niso bile dovolj radikalne.
Mesta je morala slediti renti, da bi se ljudje preživeli, in tisti, ki ni bil zadovoljen, je pa dobil vedno manjši delež v obliki profita. Obrnili so se proti zemljiški lastnini in so rekli, ti zavirajo razvoj. Asociacija na sodobno finančno oligarhijo se ponuja sama po sebi. Zakaj zavirajo razvoj? Ker so sprejeli v Angliji žitne zakone, po katerih so prepovedovali poslovanje z žitom, ker bi ga lahko iz drugih krajev ceneje pridobili, ne bi bilo treba bolj oddaljena zemljišča obdelovati in renta bi bila manjša. Svoj interes, individualni, so zakonom zaščitili in so omejevali trgovanje z žitom. Zato je rekel recimo Ricardo, odpravi žitne zakone. Vidite, tu pa je lobistični vpliv, da zaviramo. Ali pa dvignemo produktivnost, ne bo treba prihajati na slabšo zemljišče. Hitro se je zgodilo, da je ta teorija, ki je objektivna, da je tako, da smo našli v družbi zavarovalce ali pa razvoja, ni bila povšeči zemljiški aristokraciji, ki se ohranila s feudalizmom. In je bilo treba prav z zelo veliko voljo držav, da so to odpravljali žitne zakone. Seveda doseže, to je bil slojevski problem in jaz sem šel po zgodovini politične ekonomije čez njen razvoj in take podobne zaralne momente zaradi odnosov lastniških odkrivam, jih predstavil in na osnovi tega odkrivanja in predstavljanja sem ugotovil, da je treba zamenjati sedanjo neoliberalistično paradigmo gospodarjenja. Ker tudi ta deluje zaviralno na družbeni razvoj. Finančna oligarhija prejema recimo po sodobnemu Pikettyju 50% novo ustvarjene vrednosti. Srednji sloj 30%, najnižji sloj, ki je najmnožičnejši, pa 20%. Takšna je struktura delitve danes in ta finančna oligarhija zavira razvoj. Noče razumeti, da mora centralizaciji kapitala slediti koncentracija. Če sem nastopil s takšnim člankom, je bil odbit, najbrž sem eden redkih, ali pa ne redkih. Mnogo je takih, ki doživljajo fiasko, ko predlagajo odločitve, kajti kapital za svojimi interesi, individualni, ki niso družbeni, ker vodijo družbena protislovja, vpliva tudi na medije. Da nas indoktrinirajo, da mora biti gospodarstvo konkurenčno, naprimer. Gospodarstvo bo pa popolno konkurenčno v zelo težkih teoretičnih predpostavkah. Pa jih bo nekaj naštel, da boste razmislili, v kakšnem konkurenčnem razmeru, ko trg razrešuje vse, živimo. Ponudba na eni strani, povpraševanje na drugi strani mora biti atomizirana. Pomeni, nihče z svojimi odločitvami ne more vplivati na ceno.
najdite mi tak trg. Morda branjevka tam na trgu, samo koliko potreb zadovoljujete, da odkupujete od branjevke. Ne? Pa še ona nekaj pravi, tako cena ima kot ona druga. Ja. No, skratka, drug problem je, da morajo biti produkcijski faktori popolnoma mobilni. Popolna mobilnost produkcijskih faktorjev pa je omejena s tehnologijo. Tehnologija razvija specifične produkcijske faktorje, ki niso več alternativno uporabni. Če ste ugotovili, da ste naredili veliko napako, ko ste investirali recimo v atomsko centralo električno, a lahko potegnete kapital iz te elektrarne, pa ga daste drugam, če vam trg kaže, da tu ne deluje dobro, drugi bi pa dobro deloval. Še stoletja za nami bomo imeli sarkofage, kot v Černobilu, ko bomo pokrivali električne centrale z atomsko energijo. Blago mora biti naprej homogeno, ali je? Že mesar vam dela diferenco med damo, ki malo streže, in drugo damo, da ji da boljši kos mesa za isto ceno, ne? Diferencijacija. In končno, ljudje se morajo ravnati racionalno. Teh predpostavk ni. Neoklasična teorija, ki je nastopila kot reakcija na klasično politično ekonomijo, katere višek je bil Marx, je zavrgla delovno teorijo vrednosti in namesto objektivnega merila vrednosti prišla na subjektivno teorijo koristnosti in teorijo stroškov in med ponudbo in povpraševanjem prakticirala in reševala družbeno racionalnost. Vendar trg ni sposoben tega narediti, zaradi tega ga je treba dopolnjevati s planom. Že prejšnji primer atomske centrale je povedal, razmisliti je treba naprej, kaj bo posledica. In take razmisleki so planski razmisleki. Skratka, tudi tu smo prišli do ene točke, da vam dam sodobna neoliberalistična filozofija samo poglablja družbena nasprotja in ekonomskim krizom dodaja še krizo kapitalizma kot sistema. To krizo kapitalizma kot sistema so po 30 letih, ko je bila velika, prejšnjega stoletja, ko je bila velika kriza 29-33, so reševali na keynesijanski način. In Keynes se je približal Marxu. Kako se je približal? V delitvi imamo zakone, ki zavirajo razvoj. In v tej delitvi je tako, da se varčevanje v celoti ne pretvarja v naložbe, ker nosilci te pretvorbe niso stimulirani za te naložbe. Zato je varčevanje neuporabljeno v celoti za naložbe in družbe so čedalje bolj soočene s tako imenovano inflacijsko vrzeljo, ki jo je treba odpraviti s pomočjo države. Država kot aparat mora poskrbeti, da
bodo z javnimi deli, naprimer, se uskladilo, da se bo uskladilo varčevanje z naložbami. Samo s tem se krepi državna lastnina, ampak tudi planiranje. Država mora skrbeti, da podjetnike spodbudi k naložbam. To se pa dogovori spodbudo infrastrukturne produkcije, ki so v domeni države, javna dela, šolstvo, zdravstvo, prosveta, kultura in tako dalje. To so infrastrukture, ki jih država organizira tako, da bo v interesu družbe, da se bodo zadovoljevale potrebe. To je vedel že klasični ekonomist Smith. Neoliberalizm je pa to zavrgel. Zakaj? Da bi država funkcionirala na keynesijanski način, se je morala dogajati redistribucija dohodkov od onih z manjšo k tistim z večjo nagnjenostjo k potrošnji. To pa finančnim oligarhijem ni bilo všeči in so lobirali, recimo pojavil se je Reagan z Reaganomiko, pa velika Angležinja Thatcherjeva, Margaret Thatcher, s Thatcherizmom, pa z filozofijo, da bo trg vse razrešil in omogočil družbi polno zaposlenost in največjo blaginjo. To vse skupaj ni res, ampak vsi, kakor smo bili prej vsi keynesianisti, pa smo podpirali državo in javno lastnino, pri razreševanju krize kapitalizma kot sistema smo to uvrgli. In danes je politična ekonomija potrebna, da se vrne k svojim koreninam, k pravnemu predmetu politične ekonomije kot družbene vede, pa zgodovinske vede in tudi razredne vede, da bi s pomočjo tega razreševali globoka protislovja, kajti, kako je rekel en naš, Kozbek je bil to, je rekel, danes je gospodarstvo tako organizirano, da zemlja in delavec družno kličete na pomoč državo, zemlja zato, da je onesnažena, da propada, da smo na robu katastrofe, delavec pa zato, ker njegovo potrošnjo omejujejo kapitalistične delitvene zakonitosti in ni udeležen, da bi sodeloval v produkcijskem procesu, da kljub njegovi intelektualni, na višjem intelektualnem nivoju je podrejen kapitalu. Gre za to, da je treba reševati krizo kapitalizma kot sistema. Ta kriza kapitalizma kot sistema, kot se rešuje na prvem koraku keynesijanski način, z redistribucijo dohodkov in naprej dopolnjuje v dualnem gospodarstvu, plansko-tržnem gospodarstvu še na marksistično samoveljstveno način. Skratka, odprl sem le nekaj vprašanj, v dosti širokem prispevku sem se pa sprehodil med ekonomsko-teoretičnimi rešitvami, ki so bile potisnjene pod preprogo. Jaz sem jih pa poskusil aktivirati in se zahvaljujem glavnemu uredniku, da me je spodbudil, da sem naredil ta intelektualni napor. Hvala. Seveda nadaljujemo z nadaljnjim razmislekom o družbenem odgovorju družbe, še kanček spodbude k temu razmišljanju.
5,000 Americans how they thought wealth was distributed in the United States. This is what they said they thought it was. Dividing the country into 5 rough groups of the top, bottom, and middle 3 20% groups, they asked people how they thought the wealth in this country was divided. Then he asked them what they thought was the ideal distribution. And 92%, that's at least 9 out of 10 of them, said it should be more like this. In other words, more equitable than they think it is. Now that fact is telling, admittedly, the notion that most Americans know that the system is already skewed unfairly. But what's most interesting to me is the reality compared to our perception. The ideal is as far removed from our perception of reality as the actual distribution is from what we think exists in this country. So ignore the ideal for a moment. Here's what we think it is again. And here is the actual distribution, shockingly skewed. Not only do the bottom 20% and the next 20%, the bottom 40% of Americans barely have any wealth. I mean, it's hard to even see them on the chart. But the top 1% has more of the country's wealth than 9 out of 10 Americans believe the entire top 20% should have. Mind-blowing. But let's look at it another way, because I find this chart kind of difficult to wrap my head around. Instead, let's reduce the 311 million Americans to just a representative 100 people. Make it simple. Here they are: teachers, coaches, firefighters, construction workers, engineers, doctors, lawyers, some investment banker, the CEO, maybe a celebrity or two. Now let's line them up according to their wealth. Poorest people on the left, wealthiest on the right, just a steady row of folks based on their net worth. We'll color code them like we did before based on which 20% quintile they fall into. Now let's reduce the total wealth of the United States, which was roughly $54 trillion in 2009, to this symbolic pile of cash. And let's distribute it among our 100 Americans. Well, here's socialism, all the wealth of the country distributed equally. We all know that won't work. We need to encourage people to work and work hard to achieve that good old American dream and keep our country moving forward. So, here's that ideal we asked everyone about. Something like this curve. This isn't too bad. We've got some incentive, as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off than the poorest Americans. But hey, even the poor folks aren't actually poor, since the poverty line has stayed almost entirely off the chart. We have a super healthy middle class with a smooth transition into wealth. And yes, Republicans and Democrats alike chose this curve. 9 out of 10 people, 92%, said this was a nice, ideal distribution of America's wealth. But let's move on. This is what people think America's wealth distribution actually looks like. Not as equitable, clearly, but for me, even this still looks pretty great. Yes, the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal, and the middle class is certainly struggling more than they were, while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans, and about 10 times that of the still healthy middle class. Sadly, this isn't even close to the reality. Here is the actual distribution of wealth in America. The poorest Americans don't even register. They're down to pocket change, and the middle class is barely distinguishable from the poor. In fact, even the rich between the top 10 and 20 percentile are worse off. Only the top 10% are better off. And how much better off? So much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale. And the top 1%, this guy, well, his stack of money stretches 10 times higher than we can show. Here's his stack of cash, restacked, all by itself. This is the top 1% we've been hearing so much about. So much green in his pockets that I have to give him a whole new column of his own, because he won't fit on my chart. 1% of America has 40% of all the nation's wealth. The bottom 80%, 8 out of every 10 people, or 80 out of these 100, only has 7% between them. And this has only gotten worse in the last 20 to 30 years. While the richest 1% take home almost a quarter of the national income today,
In 1976, they took home only 9%, meaning their share of income has nearly tripled in the last 30 years. The top 1% own half the country's stocks, bonds, and mutual funds. The bottom 50% of Americans own only 0.5% of these investments, which means they aren't investing. They're just scraping by. I'm sure many of these wealthy people have worked very hard for their money. But do you really believe that the CEO is working 380 times harder than his average employee? Not his lowest paid employee, not the janitor, but the average earner in his company. The average worker needs to work more than a month to earn what the CEO makes in 1 hour. We certainly don't have to go all the way to socialism to find something that is fair for hardworking Americans. We don't even have to achieve what most of us consider might be ideal. All we need to do is wake up and realize that the reality in this country is not at all what we think it is. To nam bo tudi seveda spodbuda za nadaljnjo razpravo. Seveda vsak od nas pozna bruto družbeni produkt. Pa mene bo bolj zanima, ali obstaja kakšen celovitejši pogled na merjenje uspešnosti gospodarstva in seveda, ali je to bolj primerno za družbeno odgovorno družbo. Jaz bi najprej povabila tokrat damo besede. Merjenje bruto-domačega proizvoda potrebuje država poleg ekonomskih tudi druge kazalnike, ki bodo prikazali stanje in pa razvoj posamezne družbe. Saj kakovost življenja ni odvisna le od čim večje proizvodnje materialnih dobrin, ampak za celovito družbeno odgovorno odločitev tukaj zdaj lahko izpostavimo trajnostne kazalnike, za bolj sistematično osredotočenost na družbene in pa okoljske dejavnike. Navajamo kot praktični primer dialektičnega sistema indikatorjev na podlagi empirične raziskave, ki smo izvedli leta 2015. Zasnovali smo nov koncept merjenja, ki kaže nam na glavne 4 osrednje tematike. To so znanje, okoljski vidik, ekonomski vidik in pa neekonomski vidik kvalitete življenja. Pri znanju to terja korenito posodobitev raziskovalnega in visokošolskega sistema, povečanje vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovostno visokošolstvo, povečanje proračunskih sredstev za raziskovalne dejavnosti in pa, da bi v bistvu vsi imeli enak dostop do izobraževanja in pa brezplačno izobraževanje za vse, ki to pravico odgovorno izkoristijo. Pri okoljskem vidiku bi dodali, da od nosilcev politične in gospodarske moči se pričakuje in zahteva odgovorno ravnanje do okolja in pa umeščanje infrastrukture v prostor, uporabo novih tehnologij, urejenost naselij, prometa in pa druge infrastrukture, skrb za zmanjšanje emisij. V ekonomskem vidiku se družbena odgovornost do prihodnih rodov z davčno podporo, vlaganje v razvoj človeških zmogljivosti, v nove zaposlitve in stanovanja, predvsem za mlade, vzpostavitev razvojne perspektive za mlade in pa, ki izhaja iz gospodarske rasti in možnosti za delo. V neekonomskem vidiku kvalitete življenja pa smo predvsem ugotovili, da so najpomembnejši tisti faktorji oziroma spremenljivke zadovoljstvo z lastnim življenjem, naš življenjski standard, občutek sreče, zdravje in počutje, zadovoljstvo s preživljanjem prostega časa, zadovoljstvo z družabnim življenjem, potovanja, občutek v cestnem prometu, osebna varnost tukaj in pa zaupanje v državne institucije. Prav lepa, hvala. Kolega Ambrožič, a bi vi morda k tem vidiku še kaj dodali?
Hvala za besedo. Z profesor Muljem sva nekako nadgradnjo pravzaprav res pohvalnega doktorskega dela kolegice Rašičeve želela pač javnosti, tudi tukaj vam prisotnim, nekako ponuditi torej rešitev, ki je seveda nisva sama iznašla, ampak ki obstaja konkretno v takratni kraljevini, sedaj bi rekel, drugače organizirani državi Bhutan, že od leta 1792, ko so torej z zakonom takratni oblastniki zapisali celo, da vkolikor oblast ne more zagotoviti srečo svojemu ljudstvu, pač ne more biti več oblast. Kasneje je to tudi v 9. členu njihove ustave uokvirila v, bi rekel, danes znani torej indeks sreče, ki ga pač Bhutan sprejema kot neko merilo, bi rekel, razvoja in pa zadovoljstva svojega prebivalstva na mesto družbenega bruto proizvoda in nekako umešča vse elemente, ki jih je prej kolegica Rašičeva naštela kot pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je ta indeks sreče torej dosežen. Zanimivo je, da se je nekako na neki simbolni zgodovinski ravni so se ravno pokrile letnice 1972, ko je pravzaprav to besedo ali pa pojem skoval takratni 4. britanski kralj, družbena bruto sreča, z letnico predhodno 1792, ko je pač ta zakon se pravi nastal in to alternativno obliko, bi rekel, merjenja sreče, kot rečeno prebivalstva in pa države, postavil na zemljevid, ki ga pa spoznala tudi, ali pa prepoznala kot neko, bi rekel, možnost, drugačno možnost ekonomske organiziranosti, kot je danes že bilo večkrat povedano, tudi Generalna skupščina Združenih narodov, ki je sicer, kot vemo vsi, resolucija kot neobvezujoča oblika, ampak kljub temu jo torej prepoznalo 66 članic in se, kot rečeno, na nek neobvezujoč način, če ne drugo, lahko rečemo seznanilo za tako obliko. Mislim, da je celo torej, ena delegacija vlade leta 2013 se tudi odpravila prav v Bhutan na lice mesta, tako rekoč se seznaniti za to obliko, ampak kot vsi vemo, so pač ti, bi rekel, premiki v drugačne smeri izredno težki, zlasti v tako imenovanem zahodnem delu organiziranega sveta, če tako rečem. Dovolite pa mi tudi, da povem tudi eno torej, osebno izkušnjo v zvezi z družbeno odgovornostjo v sklicu Državnega zbora 2011, kjer sem tudi sam sedel, je pravzaprav prišlo do ene, je tudi javno torej, dokumentirano, zanimive situacije, ko sem pač kot poslansko vprašanje zastavil takratni ministrici za delo, torej konkretno vprašanje, kako ali je vlada torej, pripravljena oziroma ali bo sprejela strategijo razvoja družbene odgovornosti in se je že pri samem pojmovanju ali pa tej najni pravzaprav debati zapletlo, ker je takrat, moramo sicer reči, realno bila torej, terminologija vezana res bom rekel, zelo na podjetje, ker kot veste, govorimo od samega začetka o družbeni odgovornosti podjetij, zato tudi nemška kratica CSR, ki pa je k sreči potem z ISO standardom 26000 torej se razširila pravzaprav na vse oblike organiziranega delovanja in pa tudi posameznike. Zato lahko res rečemo danes, da je od posameznika navzgor do celotne družbe odvisno, ali bomo družbeno odgovorni ali ne. Hvala. Najlepša hvala. Bi še dodali, profesor Mulej? Ja, jaz sem tu dodal še iz empirične raziskave, ki smo delali s hrvaškimi kolegi, o družbeni odgovornosti z vidika varovanja okolja. In se je izkazalo, da ima svet na desetine merilcev za varovanje okolja, pa nobene povezave med njimi. In torej je vprašanje, koliko podlage za dobro odločanje iz teh kazalcev dobiš, ker niso dovolj celoviti. Samo to.
Najlepša hvala. Preden pa seveda spet nadaljujemo z razpravo, malce še provokacije z najne Zdaj ste pa vi to točno navezali na najbolj zastrupljene kraje na svetu, ki jih imamo, in sicer sledijo dokumenti o posledicah enostranskosti namesto sistemskega razmišljanja do naravnega okolja, in pogledali si bomo 15 najbolj zastrupljenih krajev na svetu. In sicer najprej vidimo tukaj reko Citarium v Indoneziji, to je najbolj onesnažena reka na svetu. Ob njej in njenem gravitacijskem območju živi približno 5 milijonov ljudi. Kitajska, Linfen, najbolj onesnaženo mesto, gre za osrednje kitajsko mesto, s takšnim smogom zaradi industrijskega onesnaževanja in osnaževanja zaradi čezmernega prometa, da daje vtis, da je mesto nenehno v mraku. Če se perilo suši na suhem, bo postalo črno, preden bo suho. Sonca ne vidijo nikoli. Tretje mesto zaseda Černobil, Ukrajina. Poznamo jedrsko katastrofo, ki smo jo imeli leta 1986. Gre za najhujšo jedrsko nesrečo v zgodovini in zaradi sevanja je to še danes mesto duhov. Severni pacifiški krog, tam imamo otok iz smeti, odvrženih v ocean, in velik je za 2 ameriški državi Teksas. Glavnino smeti predstavlja plastična embalaža. Brazilija, država na severozahodu Brazilije, je najbolj posekana regija na območju amazonskega deževnega gozda. Izsekali, požgali so nepregledne površine gozda, v glavnem za potrebe živinoreje. Reka Jamuna, Indija, največji pritok svete reke Ganges. 58% reke, vseh odplaknjev delja se izliva naravnost v to reko. Zelo strupena je, kljub temu jo milijoni Indijcev še danes uporabljajo za pranje, umivanje in celo kot pitno vodo. La Oroja, Peru, sajasto rudarsko mesto v perujskih Andih. 90% ljudi otrok ima tam presežene dovoljene vrednosti svinca v krvi. Jezero Karahaj v Rusiji, zaradi jedrskih odpadkov najbolj onesnaženo mesto na svetu. Sovjetska zveza ga je dolgo uporabljala kot odlagališče za jedrske odpadke. Haiti je nekoč imel 60% gozda, danes samo še 2%. Kabve, Zambija, rudarjenje, tla so se prebojila s svincem in kadmijem, ki presegajo 10-krat dovoljene vrednosti. Zahodna Virginija, Apalačija, rudarjenje, gre za eno najbolj miniranih, uničenih območij na svetu. Povzročilo je to erozijo prsti, zastrupitev vseh potokov in vseh rek v regiji. Zerzing, Rusija, mesto ima neslavni Guinnessov rekord, je kemično najbolj onesnaženo mesto na svetu. Bazen reke Riachuelo v Argentini, gre za vodno pot, ki je sinonim za onesnaženost. Na bregovih deluje okoli 3500 tovarn in v reko je so ilegalno speljane vse kanalizacijske cevi in ob reki je 42 ilegalnih odlagališč smeti. 14. mesto zaseda Vapi, Indija. 400 km dolg industrijski pas, ob koncu imamo sliko, ki pokazuje, kaj se dogaja ob koncu tega. Nivo živega srebra v vodi je 96-krat višji od priporočenega nivoja varnega za zdravje. Težke kovine so prisotne v zraku in v lokalnih prehrambenih proizvodih. In ne nazadnje, 15. mesto zaseda zemeljska orbita. Torej, celo vesolje smo uspeli onesnažiti, okoli 2000 ton vesoljskih odpadkov je trenutno v zemeljski orbiti, matice, vijaki, cela vesoljska plevila, sateliti in tako dalje. Torej, neodgovornega ravnanja z ljudmi, kar so imeli prav tako pripravljene, pa mislim, da bi bili še bolj šokirani. Mene pa bolj zanima,
neodgovorno vprašanje, ali Slovenija potrebuje strategijo družbene odgovornosti, ampak jaz bi šla korak naprej. Pa bom to seveda na gospoda Slapnika naslovila, kako bomo to živeli, to družbeno odgovorno družbo, oziroma kako bomo to strategijo lahko res dejansko zaznali v življenju. Kako priti do tega? Hvala lepa za istočnico. Večkrat, ko se o tem pogovarjamo, izpostavljamo, da se začne pri vsakemu od nas družbena odgovornost, ampak je zanimivo, ne, kako z lahkoto se z njo strinjamo, kako z lahkoto rečemo, ja, mi pa želimo biti družbeno odgovorni, pa kak mal v praksi dejansko smo potem pripravljeni za to tudi narediti. Pa ne mislim, s tem se samo obnaša družbeno odgovorno, ampak kot neki politični akteri prispevali, da bi jo poresničili. Zakaj je to, mislim, da zelo pomembno, je zaradi tega, ker vsi ti primeri, okoljskih katastrof, pa bi jih lahko žal veliko našteli, veliko bližje nam, tukaj v Sloveniji tudi, so posledice tega, da imamo na eni strani velike pritiske kapitala, interesov, ki seveda povzročajo vse te družbeno neodgovorne prakse, na drugi strani to načelno zavedanost ali pa zavedanje, pripravljenost posameznikov za družbeno odgovornost, pa bistveno premalo te politične aktivacije, ki bi to družbeno odgovornost zahtevalo ali pa udejanilo. In če spomnim, kako je prizadevanje dr. Muleja pa celotne njegove ekipe, ki je trajalo, jaz bi ocenil, da če ne bi teh prizadevanj zadnjih, praktično celo samostojno Slovenijo, zadnjih 30 let v Sloveniji imeli, bi ta manjko, ne samo naravne strategije, zavedanja o pomenu in družbeni odgovornosti bil še toliko večji. Ampak v praksi, kaj to pomeni? Da ko smo se našli v tistem času prejšnje vlade skupaj na eni strani strokovnjaki za to področje, posamezniki, ki smo bili na izvoljenih ali pa imenovanih funkcijah v vladi, ki smo imeli vzvode, da bi v tem primeru o strategiji začeli tudi na najvišji ravni govoriti, smo se prav s tem soočili. Veliko premalo resnega poznavanja od tako uradnikov do odločevalcev, do potem širše v družbi in veliko premalo tega političnega naboja za to idejo. In to se je potem v praksi pokazalo na ta način, da ko smo se na primer znašli pred izzivom ali vi v mandatu prejšnje vlade strategijo pripravili, da dali v javno obravnavo, ko smo to začeli početi, bom čisto praktično povedal, da ko je predsednik vlade dal zeleno luč, dajmo organiziramo na vladi prvi tovrstni posvet na to temo, ko smo iz kabineta predsednika vlade koordinirali prisotnost ministrstev, pa ne samo ministrstvo za delo, ki je eno od prvih poklicanih, mislim, da 9 ali 10 ministrstv smo povabili, da ko so z veliko težavo potrjevali prisotnost, pa čeprav je bila praktično komanda iz kabineta predsednika vlade, da morajo tam biti prisotni, aktivno sodelovati, da potem, ko so... In v službenem času. In v službenem času, seveda, da ko so v tej zadregi potrdili prisotnost, da so potem, če so si upali, nekateri so si, sramežljivo poslali maile in prosili za osnovna izhodišča, kaj naj sploh povedo. In to je problem, in to niso samo, bom rekel, izvoljeni poslanci, poslanke, ministri, ministrice, to so dejansko v celotni državni upravi zaposleni ljudje, ki bi mogli vedeti kaj več. Ko smo potem prek tega prišli, ko smo imeli zelo konkretne sklepe, ko smo šli z, bom rekel, aktivnostjo naprej, se je pa pokazal ta drugi del, da take procese, seveda, poleg posameznikov, ki za njimi stojijo, morajo podpreti seveda tudi mediji, da pride potem ta vsebina širše do ljudi in da potem ti ljudje globlje razumejo, podprejo in potem tudi zahtevajo to spremembo. No? Tu tega ni bilo, razen res nekaterih medijev in tudi ni bilo, bom rekel, tiste potrebne politične volje, da bi strategijo, lahko bi jo prejšnja vlada sprejela, praktično je bila naključno narejena, mi smo jo 6 mesecev potem usklajevali z vsemi temi ministrstvi, lahko bi jo sprejeli, ampak je potem tisti ključni razlog, mogoče ga profesor Mula ga ni omenil,
ne, je bil, da se je zelo sporedno prišla s tisto strategijo, ki jo je Republika Slovenije pripravljala 2030, če poznate, ki je bila na nek po nesrečen način potem tudi pripravljena, ampak takrat so tisti pripravljavci, ki pa so bili pripravljavci pristojnih ministrstev, tudi OECD, vse te mednarodne organizacije, ki so sodelovale, so se najprej upiknale v to, ja, kako lahko zdaj ena vzporedna strategija, ne, ki je tu vse obsegajoča, sploh nastaja, če bomo pa mi to kravno. Ne. In smo zopet prišli okoli enega praksi zelo nebistvenega vprašanja, ne, katera strategija je bolj pomembna, ne pa kaj v tej strategiji počnemo, da gremo iz tega, da se vsi strinjamo z družbeno odgovornostjo, da bomo počasi začeli družbeno odgovornost zahtevati, tako strani gospodarstva, kot strani tudi, bom rekel, deležnikov države, lokalnih skupnosti, no tega nismo zmogli. In zopet bom podaril, bi te spremembe ali pa jih bomo lahko naredili, če bo zavedanje o pomenu, potem tudi moč, politična moč za zahtevano to spremembo bistveno večja in jaz tudi ocenjujem, da knjiga, ki smo jo skupaj pripravili, je en pomemben prispevek, ampak da bo ta sprememba, pa številne, ki bo sledile, se dejansko udejanjena, bo potrebno veliko večji, močnejši angažma vseh nas, da bomo se za to borili in da bomo to spremembo potem tudi izborili. Najlepša hvala tudi vam za Profesor Mulej. Ja, empirične raziskave, ki jih je delal mojih 35 magistrov in doktorjev na to temo, kaže, da resne firme brez besed to živijo, ki sicer ne morejo obstati. Zdaj mi pa še prosim povejte, a je osebna odgovornost vsakega izmed nas temelj družbeno odgovornosti? Seveda, prej sem že rekel, to je osebna vrednota. Torej vsak začne v bistvu lahko pri sebi, tudi ne rabimo čakati nekoga drugega, Da pa ponazorim z anekdoto, ko so začeli delati Magmo v Hočah, sem me vprašal, kaj o tem mislim in sem kratek odgovor napisal večeru, pa sem dodal stavek, je že tako, če narava razruši narava, rečemo temu katastrofa, če človek razruši narava, rečemo temu napredek. In ta stavek je prišel med 10 bogov leta, kar je grozljivo. Ne počastitev, ampak grozljivo, da je to tako nekaj svojstvenega, namesto nekaj vsakdanjega. Jaz pa bi, če dovolite, če smo že imeli na začetku umetniško točko, bi tudi naše srečanje peljali k koncu seveda z umetnostjo. Moja voditeljica, naša voditeljica, Tjaša Štrukelj, bo recitirala pesem Kajeta Nokoviča Moje mesto. Na severu te naše domovine je mesto, kjer sem bil nekoč doma. Nad njim so nizke gozdnate planine in dobra volja vedrega neba. Tam so vse hiše starega spomina in koder ozke ulice gredo, ne manjka krčem in ne zmanjka vina in ne ljudi, ki ga pijo. Tam je še reka s trdnimi mostovi in skritimi zelenimi potmi za pol razpalimi zidovi in toliko zaljubljenih oči. Tam je še park in v ribniku labodi in dolg kostanjev drevored, ki nekam tja v predmestje vodi, kjer se prične in neha drugi svet. Na tujem kje so ljubšimi večeri od utrodljivih jutranjih skrbi, a tukaj danes enako mero merim, kot hitri beg ljubezenskih noči. Ker, ko poslušam blažene spomine dekliških sanj in deškega srca, vem, da sem bil, da sem, da bom doma, na severu te male domovine. Ponosni smo lahko, da smo na
na severu te male domovine prvič na svetu predstavili prvo knjigo o družbeno odgovorni družbi. Ponosni smo lahko, da živimo v tej mali domovini, ki spada med 5 najbolj zelenih dežel na svetu, ki spada med dežele, ki so med redkimi, ki pogozdujejo bolj kot sekajo. In ki imajo takšne ljudi, kot smo vsi mi, ki smo danes tukaj in ki nam je mar. Hvala, da ste tukaj, hvala za vašo skrb, hvala za vaše ukrepanje in lep pozdrav. Hvala vsem sodelujočim.